petkovem razpletu, pa so seveda zdaj naše misli usmerjene v ta jutrišnji dvoboj, ki ima seveda motiv na eni strani nadaljnje uvrstitve, na drugi strani motiv popraviti nekatere stvari, ki so bile slabše od pričakovanega v zadnjem času, ki ima motiv prekiniti eno tradicijo brez zmag proti bivšim sosedom in ki ima predvsem velik športni motiv z usmeritvijo že tudi naprej. Jaz pa sam sebe sprašujem, kdo bi nam pomagal, če bi bili mi v taki situaciji? Bi nam kdo kaj podaril? Bi nam kdo kaj dal? Bi se nam kdo kaj vlegel? Treba je pokazati hrabrost, angažiranost, agresivnost, voljo, da na takšen pozitiven način končamo te kvalifikacije. Vzdušje ni bilo nikoli vprašljivo v tej reprezentanci. Fantje smo povezani med sabo zelo dobro, smo veliki prijatelji, tako da tudi pred to tekmo ni nič slabše vzdušje. Tudi ta rezultat, ki se je zgodil v petek, je bil nekako pričakovan. Tako da zdaj mi imamo motiv je tudi na treningu zmagati. Tako da jaz ne vem, zakaj ne bi bil tudi motiv v kvalifikacijski tekmi zmagati. In sigurno je to Srbija dobra reprezentanca, ampak tudi sami so si krivi, da so se znašli v takem položaju. Tako da jaz lahko samo povem, da bomo mi odigrali eno tekmo, kjer bo angažiranost 100%. No, vsi vemo, kakšna reprezentanca je Srbija, ima odlične posameznike, ampak Slovenija je, ne vem koliko zgodovina, sami neodločeni rezultati, tudi mi si želimo zmage proti njim. Bo zanimiva tekma, sigurno oni so malo v drugačnem položaju kot mi, ampak igramo doma, tako da želimo zaključiti kvalifikacije na najboljši možni način. Ja, oni so recimo zelo močen napad, imajo zelo močno vezno linijo napad. Mislim, da je to njihovo najmočnejše orožje, ofenziva, tako da tudi mi moramo biti nevarni za njihov gol in verjamem, da bomo. Pa ne gledam jaz niti Estonije, Srbije. Jaz sem si želel, da bi šla Slovenija, ampak zdaj treba jutrišnjo tekmo odigrati pošteno in to sploh ni vprašanje, tako da mi se koncentriramo na našo igro. Če bomo mi igrali dobro, imamo dobre možnosti za zmago oziroma za pozitiven rezultat, tako da se koncentriram na našo igro.